Da je bil odziv slab kratkoročno, kaže to, da smo po deležu povprečne razvitosti oziroma pri doseganju povprečne razvitosti Evropske unije padli za 5 odstotnih točk, da smo nazaj v tem procesu dohitevanja, kjer smo bili leta 2005 oziroma po nekaterih podatkih celo leta 2004. Torej, bistveno slabše se je Slovenija odzvala na krizo, namesto da bi med krizo dohitevala bolj razvite, tako kot dohitevajo med krizo bolj razvite, ne vem, Poljska, Češka, da ne govorimo o Indiji in Kitajski, je Slovenija ta zaostanek povečevala. Da je pa tudi dolgoročno zadeva precej slaba, kaže pa raziskava IMD-ja, o kateri ste tudi že pisali, kjer je Sloveniji uspelo v enem samem letu poslabšati svojo konkurenčnost za 20 mest, iz 32. na 52. mesto to uspe malo državno. In to kaže na to, da tudi v kratkem ne moremo pričakovati hitrega izboljšanja, ker je vtis o konkurenčnosti Slovenije tako med gospodarstveniki v Sloveniji, kot tudi vtis, ki ga v Sloveniji imajo morebitni tuji vlagatelji in partnerji, temu primeren oziroma slab. Zdaj, če gledamo, v kakšni globalni situaciji se Slovenija pravzaprav nahaja, dejstvo je, da je Evropa v nekem obdobju počasnega okrevanja, to je mečkano zastalo ob grški krizi. Dejstvo je, da je predvsem v Nemčiji, v nemški industriji veliko optimizma, da rastejo naročila, pada brezposelnost, tudi nižji tečaj evra na to dobro vpliva. Tudi evropski gradbeni sektor prvič poroča o rasti naročil in tudi za bančni sektor se je prav danes izkazalo, da je pravzaprav v boljši formi, kot je Evropska centralna banka pričakovala. Namreč pričakovali so za približno 200 do 300 milijard zahtev po dodatni likvidnosti, kratkoročni bilo jih je pa samo 132, tudi take države, kot je Irska, se začenjajo pobirati. Tisto, kar je slabo, je pa seveda to, da je evropska rast glede na javna sredstva oziroma zadolževanje, ki so jih evropske vlade metale v krizo, prepočasna. Kaže se na brezizhodnost reševanja krize samo tako, da se povečuje javno zadolževanje oziroma trošenje. Še posebej v Evropi. Primerjalno se Evropa pobira najslabše, ZDA pričakujejo 3% rast, Japonska 2%, Evropa samo 1%, spet da ne govorimo o Kitajski in Indiji, ki sta okrog 10%. Zdaj smo imeli na dolgo obdobje, ko se je dolg prelagal, najprej iz slabega gospodarstva na še zasilno stoječe gospodarstvo, potem od tam na države, potem iz slabih držav na dobre države in nekako je zdaj ta mehanizem prelaganja dolgov dokončno prišel do konca. Evropa se nekako zaveda, da v tej smeri ne more iti naprej. Neka senca, ki se obeta, je strah pred razvojem dogodkov, predvsem v Španiji, bojijo se, da bo prišlo do downgrade celotne države, kar spet lahko sproži v Evropi neko določeno krizo. Zdaj, odgovor Evrope na ta vprašanja je seveda zanimiv potem tudi za slovensko strategijo. Ena smer odgovora je šla v smeri te ekonomske vlade, kjer bo prišlo do strožjega izvajanja pakta stabilnosti, ne pa do institucionalnega okvira za evroskupino in formalne Evrope dveh hitrosti.